Gledalke in gledalci, zapomnimo si datum 9. junij, gremo vsi na volitve, lahko tudi na predčasne, za Evropski parlament. Kaj pa je Evropa storila zame? O tem bova govorila z odličnim sogovornikom, to je dr. Milan Zver, poslanec v Evropskem parlamentu. Dobro jutro in lepo pozdravljeni. Dobro jutro. In hvala lepa, ker ste prišli k nam v studio, v oddajo. Dobro jutro. Hvala za vabilo. Je to zdaj slučajno, da ste v Sloveniji? Niti ne, zdaj smo končali vse, kar je bilo potrebno postoriti v tem mandatu. Tako da smo nekaj dni zdaj frej, potem pa se začenja tudi uradna tekma še za en mandat. Dr. Milan Zver, zdaj vi ste 15 let že v Evropskem parlamentu. Če se vrneva nazaj k tej vaši odločitvi, a je bilo težko reči, da greste kandidirati za Evropski parlament? Ne, ni, ker me je ta zgodba veselila in pritegovala že pred 15 leti, ampak razmere so bile takrat precej drugačne kot danes. Ne? Takrat je bila Evropa leta 2009 taka srečna skupnost, brez večjih težav. Kriza je že bila malo finančna, ampak tista kriza je bila lahko rešljiva v primerjavi s tem, kar doživljamo danes. Ne? Danes so pa veliko bolj težki pogoji, vojne v bližini, ne? Torej, ljudje se počutijo manj varni kot takrat. Takrat je bila neka večja gotovost. Evropa se bo širila, postala vedno bolj močna. Danes je pa veliko negotovosti, ne? Ne samo kar se tiče varnosti, tudi gospodarska negotovost, energetika, draginja lahko pride, lahko se pojavi celo lakota, recimo, ne? Če bodo na svetovni ravni šli cene hrane gor. Se tudi to lahko zgodi, ker evropsko kmetijstvo je zelo odprto, ne, in s tem tudi ranljivo v svetu. Ko ste prišli v Evropski parlament, najbrž sama organizacija dela, ste že takrat znali zelo dobro angleško govoriti? Ja, seveda, ali pa vse zadostno. Ne. Ja. Pa tudi včasih je treba še kakšen drug jezik, zlasti v Bruslu je kar francosko treba tudi znati. Ne. Recimo nemščina pa zgublja v primerjavi z angleščino, ne? In tudi v primerjavi s francoščino. Torej, delovni sestanki potekajo v glavnem v angleščini, drugače pa uradni sestanki, ne? Tam pa Evropska unija zagotovi prevajanje in tudi prave tako, ne? Torej, slovenski jezik je enakopraven tudi večjim jezikom, ne, v Evropi. Je pa res, da vsega ne morejo prevajati, zato so včasih posebne dvorane, ki imajo nekaj kabin, recimo 3-4 kabine prevajalske in tam zagotovo ni slovenščine. Da spoznamo vaše življenje, ko ste potem prišli v Bruselj, da ste se prilagodili stanovanje, potem bivanje samo, povezano z ostalimi poslanci. Jaz sem najdel eno lepo stanovanje v eni stari hiši, visoki stropi, to še mi je danes všeč, in sem od vsega začetka tam, ne? Relativno blizu, 1 kilometer imam do pisarne, tako da se ne vozim, ne uporabljam službenih avtomobilov, ampak greš peš, ali je sonce, ali dež, vseeno. Ne? In to je tudi v redu, ker to je en redkih načinov telovadbe ali pa gibanja. Ne? Res je, da je Evropski parlament eno malo mestece. Ne? Če greš z enega konca objekta na drugi konc, na drug sestanek, je to 600-700 metrov, ne? To je velika stavba, velik objekt in že tudi v tem smislu, ne, je parlament zanimiv. Ne? Vsako leto ga obišče več milijonov ljudi, tudi iz Slovenije veliko, tudi jaz organiziram skupine, ki pridejo na Evropski parlament in lahko vidijo to znamenito tretje nadstropje, ki je nekako centralna figura v Evropskem parlamentu, ne? In od tam se izhaja. Ja, slog življenja se pa bistveno spremeni, ne? Zjutraj treba priti v službo, zdaj, če imaš doma možnosti ali pa že znaš se skuhati zajtrk, je v redu, potem pa traja do večera, ne? Včasih, ko govorimo o Štrasburu, je tudi do polnoči so seje, ne? Včasih si na vrsti ob 11. zvečer za govor, ne, kar je Štrasbur je še posebej intenziven. Ne. Tam je finale, 3 tedne recimo se pripravljajo sestanki, plenarka, odbori, delovne skupine, ne. Potem pa prije finale v Štrasburu, tam pa je plenarno zasedanje in tam glasujemo vsaki dan, včasih tudi do 1000-krat, ne. Potisneš tipko ali pa dvigneš roko, ne, in to
to je zelo hitro, ne. Zlasti novi poslanci se od začetka težko znajdejo, ne, ker zelo hitro poteka in nekateri so mojstri, podpredsedniki, ki vodijo, ali pa predsednica, če vodi sestanek, ne, plenarko, si vsi želimo, da čim prej konc, ne, da je v 2 urah, ne pa v 3, recimo, ne, to glasovanje. In zato je fajn, če so podpredsedniki, ki vodijo plenarno zasedanje, vešči svojega posla, ne. Kako je sestavljen Evropski parlament, koliko je poslancev in koliko je slovenskih? Do zdaj je bilo slovenskih 8, še pred 10 leti 7, zdaj bomo pa volili 9. To pomeni, da je fluktuira, ne glede na število prebivalcev, pa spremembe v drugih državah, ne, pa v naši državi. No in hvala Bogu, imamo Slovenci veliko močnejše mandate kot recimo Nemci. Ne. Nemcev je tam 85 milijonov, pa imajo 92 poslancev, tu nekje. Nas pa samo 2 milijona, imam kar 9 poslancev, oziroma bomo imeli 9. Ne. To pomeni ena taka pozitivna diskriminacija manjših članic držav Evropske unije in to je v redu, ne. Ampak kako pomemben je prav slovenski glas v Evropskem parlamentu? Veste kaj, moj glas je, bi rekel, statistično gledano močnejši kot nemški ali pa francoski, ne? Ravno zaradi tega privilegija, ki jih imamo, mali narodi. Ampak ne gre samo za parlament, mi smo itak v političnih strankah, političnih skupinah se uradno reče in glasujemo in jaz sem vedno deloval v največji, ne? EPP. Bi lahko rekli, da smo formalno bili vladajoči, ne? Čeprav se potem spreminjajo stvari v Evropski komisiji, kjer imam tudi svojega komisarja, enakovredno kot Nemčija, tudi ona ima enega komisarja, ampak največja moč Slovenije pa predstavlja svet, svet EU, tam pa imamo celo priložnost veta, ne? To pomeni, če nekaj ne ustreza Sloveniji, mi lahko rečemo ne bomo glasovali o tem in blokiramo celotno odločitev. In potem se seveda poskuša najti soglasje, pa gre se proti našim zahtevam, ne. Torej, vlada, ne, ki sodeluje pri tem načinu sprejemanja, ima v bistvu izjemno moč, ne. Drugi način je poleg veta še kvalificirana večina, ki je prav tako močna. Mi v parlamentu pa ne več kaj z navadno večino, ne, 50% plus en glas, ne, in s tem odločamo. In dostikrat se zgodi, ne, da zmagamo s kakšno odločitvijo za en glas ali pa zgubimo za en glas, ne. Ampak, dr. Milan Zver, povejte, kakšna je pa vaša ekipa, ki je zraven vas? Ja, vsak poslanec ima svojo ekipo, ne, asistentov, ki mu pomagajo. Veste, pokrivaš eno področje, zadolžiš enega asistenta, drugo področje drugega. In moja ekipa je dobra, moja je izjemno dobra, ne. To ste si sami izbrali ekipo? To si sami izbral, vsak poslanec si sam izbere. In jaz sem imel srečo, moram reči, od vsega začetka z sodelavci. Tako da so tudi zelo kompetentni vsi, ne, logično in tako da moji rezultati so tudi njihovi rezultati, to je normalno. In zakaj točno ste zadolženi v Evropskem parlamentu? Ja, jaz sem zdaj že 10 let predstavljam ali pa vodim Erasmus Plus strani Evropskega parlamenta, ne. Mi smo tudi glavni pogajalci z svetom pa komisijo in meni je uspelo pred 4 leti izpogajati dvojni proračun, ne, dvakratni primerjavi z prejšnjim, ne, in to je velik uspeh. Danes razpolagamo v finančni perspektivi z 30 milijardami evrov, ne, in to se mi zdi velik uspeh. To pomeni tudi, da je dvakrat več možnosti, da se ljudi, zlasti mladi, vključijo v razne oblike Erasmusa. Pa ne samo mladi, tudi starejši, ne? Imamo tudi Grundtvig podprogram, kjer lahko tudi starejši grejo ven, v tujino, na kakšen simpozij ali pa na kakšno delavnico, ki traja lahko tudi 2-3 tedne, ne? In tako naprej. Zlasti pa je najbolj
popularen med študenti in nasploh med mladimi. Ne. Pa vas recimo kontaktirajo že sami za kakršnekoli informacije? Tudi me vprašajo, ne, ampak na ravni Slovenije ali pa držav članic vodijo to specializirane agencije in potem agencije dalje s šolami, fakultetami in tako naprej do študentov. Jaz v glavnem na tej evropske ravni urejam stvari, zlasti finančne, pa odpravljam tudi kakšne težave, ki so, ne, recimo z IT tehnologijo, ne. Zdaj že 10 let govorimo, ne, da bomo izboljšali stvar, pa poenostavili stvar, da bo lažje za študente, pa nikako nismo najbolj uspešni. Ne. Recimo, pa ne, so tudi druge težave, so pa tudi veliko pa lepi stvari, ne, ki se dogajajo v tem svetu Erasmusa plusa. Ko vas človek takole opazuje in posluša, se mi zdi, da z eno tako lahkoto in srcem delate to poslanstvo delo. Vse služba je služba, ne? Ja, ampak z mladimi je luštno, ne? In jaz se veliko dobivam z mladimi, hodijo v Bruselj k meni, recimo, jaz hodim tudi na fakultete ali pa šole, tudi v Sloveniji in je luštno. Jaz sem včasih nekaj let predaval na univerzi in to so se mi zdela najlepša leta, ne? Ker ko si v nekem stiku z ljudmi, ne, in jim posreduješ neka znanja in izkušnje, je to perfektno. In zato sem tudi vesel, da Erasmus pokriva mladinski sektor, prav tako, in da zdaj imajo bistveno več denarja. Ne. Nekoč, še nekaj let nazaj, je bilo 75% njihovih projektov mladih zavrženo, ker ni bilo pač denarja, čeprav so bili v redu. Ne. Danes tega ni več. Ne. Na koliko časa potem prihajate v Slovenijo? Redno v Slovenijo prihajam vsaki vikend. Je domotožja kaj? Niti ne, ker precej dela, ne, se tudi čez vikend, ko prideš domov, je delo, ne. Ampak družina je pa le treba biti čim več z njo, ne. Je tako, jaz imam tudi poleg soproge, ne, in družine v Kranju še svojo družino, še mama živi v Slovenskih Goricah, vnuka, hčerko, ne, tudi tja redno zahajam, tako da poskušam pokrpati vse, kar se da v teh relativno težkih okoliščinah, ja, ker ni časa. Ste rekli, da letos spet kandidirate za evroposlanca, pa še prej me zanima sodelovanje z ostalimi slovenskimi evroposlanci. Ja, moram reči, da se kar dobro razumemo v Bruslu. Imam občutek veliko bolj, kot se slovenski med sabo tukaj v Sloveniji, ja. Tako da nekih tenzij, konfliktov med nami niti ni. Ne nazadnje smo non-stop skupaj, ne, na avionu, potem z letališča v parlament in obratno spet. Bi težko živel z nekom, ne, več let, pa da se ne bi pogovarjal z njim ali pa da bi imel kakšen slab odnos. Tako da ti medosebni odnosi so zelo v redu, seveda pa smo vsi dokaj glasni in razpoznavni znotraj političnih strank v Evropskem parlamentu. Klemen Jaklič pri liberalcih, recimo, kakšen tudi pri socialistih, ne. EPP pa nas je največ, ne, tako da smo tukaj tudi slovenski glas nekaj šteje, ne. Mi smo imeli praktično 4 člane od 8, to je kar močna ekipa in potem tudi znotraj politične skupine predstavljaš nekaj, ne. Zdaj, če si sam, je bolj težko, tvoj glas ni močan znotraj politične skupine, če pa nas je 4 ali pa če nas bo 5, pa to že kar sila, ne. Imate svojo to evropsko pisarno tudi v Sloveniji? Ja. Tudi moramo imeti, ne, v svoji volilni enoti in to je Slovenija. V Ljubljani. Nekaj časa sem imel na začetku celo v Destrniku, ampak tisto se pol ni dobro izteklo. Razmišljam pa, da bi jo preselil na Štajersko, recimo, ne. Ni treba, da so vse pisarne v Ljubljani, recimo, ne. Bomo videli, kako bo. Ste me vprašali, zakaj sem se še enkrat odločil. Ta odločitev ni samo moja, ne. Je tudi odločitev družine, pa sodelavcev, pa tudi ne nazadnje stranke. Ta je pa najmočnejši dejavnik, ki vpliva na to. Vsi skupaj smo ugotovili, da zdaj nekaj znanja pa izkušnje že imam, ne, in bom zlahka nadaljeval to svoje delo, ne, in zastopal tudi Slovenijo. Saj ne zastopaš samo stranke ali pa sebe v Evropskem parlamentu. In jaz mislim, da sem doslej to kar dobro upravljal, imam nek ugled, pa
poznajo mene. Jaz sem že malo starejši med poslanci, oziroma z daljšim stažom, tako da sem lahko še neka dodana vrednost tej ekipi, ki bo zdaj šla gor. Povejte mi, dr. Milan Zver, je težko doseči takšen kulturni dialog, umirjenost, kot jo čutimo mi zdaj zraven vas? Ja, jaz mislim lahko, da se lahko, ampak... V tem ponorilem svetu včasih. Ja, moraš biti tudi malo osebnostno tak, ne? Če si konfliktni človek tudi v zasebnem življenju, potem to lahko prenašaš tudi na raven poklica, kar ni dobro, ne? Ampak mogoče je res malo preveč celo v politiki tega, ne? Lahko bi se z drugačnim jezikom, z drugačno govorico dalo veliko povedati in tudi odločno povedati. Vi lahko poveste neko stvar na tak ali drugačen način, ne? In jaz si prizadevam, da ne poskušam nobenega užaliti, ne? V politiki, ne? Hočem bolj ad rem, ne ad personam, ne? In sem razvil recimo nek tak pristop v politiki, ki je kar meni se zdi v redu, ne? Kakšnem pa tudi ne. Glede na to, da veliko delate z mladimi, je najbrž tudi vaš cilj, da veliko mladih gre na te volitve, ki bodo letos v mesecu juniju. Ja, res je. To je ene težkih tem v Sloveniji, ne? Vedno se sprašujem, zakaj slovenski mladi ne grejo na volitve evropske, ne? In tudi sicer Slovenci ne radi hodijo na volitve, še posebej ne na evropske. Menijo, da njihov glas ne šteje, da ne pride do Bruslja. Ena raziskava je bila narejena, Eurostat jo je napravil, ne? In ko so vprašali mlade iz Belgije, ali vaš glas šteje na volitvah, ali demokracija, so si odgovorili ja, 82% Belgijcev, pri nas pa 24%. No, to pomeni skoraj obratna zrcalna podoba, ne? In moram reči, da so se inštitucije, tudi na nekatere inštitucije, ne, kot je Evropska hiša, tam pri nas kar močno trudile, da bi mlade poskušali bolj ozavestiti, pa da je fajn iti na volitve in tako naprej. Ampak očitno gre za globlji problem. Verjetno bomo rabili še nekaj časa, mogoče treba kakšen kurikul spremeniti, pa učni načrt, pa ne nazadnje tudi starše, ki bi morali iti, ne samo mlade, ne smemo samo kriviti, tudi starši slabo hodijo, glede na to, da imam pod 30% udeležbo. Ne. To, kar ste zdaj rekli, dr. Milan Zver, vse se začne v naši celici družini. Če nam to dajo že od mladih nog, ko si star 18 let, imaš volilno pravico, se tega držiš. Jaz niti enkrat nisem manjkala na nobenih volitvah. Lepo, čestitam. Ja? To je lepo. Ker se mi zdi, da imamo vsi pravice in tudi dolžnosti. Res je. Prej ste me vprašali, kaj pokrivam, pa sva govorila malo o Erasmusu. Čisto na kratko naj omenim še, da sem tudi predstavnik parlamenta za tako imenovane skrbniške sklade. To pa gre za ogromna sredstva v tej finančni perspektivi, za okrog 80 milijard, ki pa jih plasira Evropa v tretje države, da bi preprečila kakšne nove begunske valove, ne. Tam gradimo v Afriki, na Bližnjem vzhodu in tako naprej, v Turčiji, mesta, bolnišnice, šole, tudi stanovanja. Skratka, da bi tem ljudem omogočili boljše življenje, ne? In da bi jih istočasno odvračali o tem, da hočejo samo v Evropi najti svoje življenje, recimo. Ne? Iskreno povejte, so bili v teh letih, 15 letih, kakšni pritiski na vas? Ja, pritiski so vsakodnevni v politiki, ne? Tega se ne moreš izogniti, tako ali drugače, ne? Zdaj, konkretno ne vem, kaj mislite ali kakšni bi lahko bili, ampak so raznovrstni pritiski in se mi zdi, da brez nekega presinga tudi ne moreš delati. Ne? Mora biti nek adrenalina. Ne? Ja. Kaj pa recimo še tisto, kar vas izpolnjuje, ko ste v Evropskem parlamentu? Imate kaj prostega časa? Ja, moram reči, da zadnja leta so bila dokaj tumorna, ne? Samo delo, pa nič. Prejšnja leta pa smo se znali dobiti tudi na kakšnem šahu, tenisu,
prijatelji vina smo se dobili, ne, enih parkrat, še Lojze Peterle je kakšno na harmoniko zaigral na teh srečanjih. Skratka, bilo je včasih veliko več teh družabnih dogodkov v parlamentu, zadnje leto pa, zadnji mandat, moram reči, pa niti ne. So bili najprej COVID, pa potem vojne, pa polno stvari, ki jih je trebalo razrešiti in moram reči, da smo poslanci bili kar močno vpeti v delo. Ne. Ni to samo tako, da prideš na plenarko, pa gumb potisneš ali pa dvigneš roko, ne, je veliko stvari prej. Vsaka stvar, ki pride na mizo, se prej pripravi. Ne? In to je za manjše delegacije, ne, nacionalne, kar problem, ker imaš malo število poslancev. Naši Nemci, naši kolegi iz Nemčije, CDU plus CSU, njim je fajn, imajo 30 poslancev v skupini, se lepo razdelijo delo, ne, in lahko spremljajo v nulo vsak dokument. Pa nas pa je težko, ker za 4 poslanci, ne, je težko pokrivati 30 odborov, ne, in zato si tudi pomagamo med sebojno, ne, kakšno delegacija nam pomaga, mi njim, oni nam, izmenjujemo podatke. Posebej težko je zato, ker včasih dobimo glasovalno listo 1 uro pa pol pred glasovanjem. In takrat je panika, ne, takrat vsi asistenti, ne, različno iščejo, če kakšna napaka kje, ali pa včasih je treba tudi modro glasovati, ne tako, kot ti predlaga politična skupina, ne, ampak glasuješ v skladu s svojimi interesi ali pa z nacionalnimi interesi. Ne. Tega je vedno več, moram zlasti v zadnjem mandatu. Na začetku smo bili tako pridni, ne, smo imeli indeks lojalnosti in smo se radi pohvalili Slovence, smo bili čist na vrhu. Ne. Ampak potem pa spoznaš, da to ni to. Ne. Zakaj bi pa moral biti najbolj priden, pa najbolj lojalen, ne. Ampak je treba vsako odločitev res premisliti, pa še to se včasih zmotiš, ne. Ker je to glasovanje. Lepa hvala, dr. Milan Zver, za vaš jutranji obisk. Veliko uspehov, zahvala za dosedanje delo in uspešno tudi v prihodnje. Kdaj vas lahko pridemo obiskati? Ja, če bom izvoljen, lahko že julija. Vas držimo za besedo. Hvala lepa in srečno. Hvala tudi vam.